eno leto nazaj sem bila tukaj, prvič sem predavala pred ljudmi in me je bilo ful sram, zdaj me je manj, tako da hvala. Ja, v bistvu jaz sem dala naslov temu, kako najti pravilno ravnovesje med zdravo prehrano in vadbo. Potem, ko sem se stavljala, sem ugotovila, da je naslov malo tako dvoumen, ampak bom na koncu povedala, zakaj sem ga potem pustila dalje. V bistvu bom govorila o moji poti, mojih izkušnjah. Sicer predstavlja me že ful lepo, ampak ja, povem naprej. Torej, jaz sem se v fitness zaljubila leta 2010, to je 12 let nazaj. Odvedno sem hotela biti športnica in nekako si doma nismo mogli pač privoščiti tega, tako da sem samo čakala, da lahko pač sama začnem to pot, ki sem jo vedno želela. V bistvu hotela sem biti del nekega communityja, ki se pač giba, ki pač to je ekipno, ko bi rekla, da se hodi v podobne cilje, no? Z nekom deliti izkušnje in pač zvedeti več o gibanju in tako naprej. Tako da upisala sem se v fitness, sicer največji razlog pa je bil celulit, pač itak kot najstnica. Najstnice načeloma v tem obdobju vidimo vse možno na sebi, kar nas moti in pri meni bil pač to celulit, čeprav zdaj, ko gledam nazaj, ga je bilo tako malo, da... Ampak okej, takrat sem ga videla. Takrat je bila ideologija o ženski postavi oziroma nasploh fitness postavi čisto drugačna, kot je zdaj. V ospredju so bili pač kvadratki in vse je sililo v to smer, da pač jej čim manj in delaj čim več kardija, okay? Posebej ženske. Drugo je, če si se pripravljal na bodybuilding tekmovanje, ampak pač imeli smo navadne ženske v fitnessu, ki nas je bilo ful malo, ki smo mogli biti suhe in med kvadratke, in na drugi strani smo imeli pač tiste, ki so se ukvarjale z bodybuildingom in so prav gradile na mišični masi in pač bile že skoraj moškemu podobne, ker so pač imale tudi nedovoljene substance, tako bom rekla. Ja, in potem itak takrat interneta še ni bilo toliko mislim, je bil internet, ampak nisi toliko gledal po njemu, si bolj spraševal ljudi, ki so bili okrog tebe. In te trenerji so vedno imeli neke druge, ko bi rekla, nasvete. En ti je povedal tako, drugi drugače, tretji tako. Ampak še vedno, okej, nekako sem probavala, bila sem na začetku poti in nekako sem se še vedno znajdla, ker itak je, tako bom rekla, se mi zdi, da mlajše telo še vedno prenese dosti več kot starejše. Starejše ti začne prej opozarjati, da nekaj ne štima, plus to, da se že poznamo same sebe in začutimo, da nekaj pač ni okej. Tako da še vedno je nekako šlo vse v redu skozi, kljub temu, da sem probavala svašta. No in potem so prišle teorije, potem se je začel gledati na internet, veganska dieta, raziskave, ki so trdile, da je veganska dieta super. Jaz sem na neki točki hotela mojega tata, ki je psihični bolnik, dati na vegansko dieto, ker to ga bo njega ozdravilo. Potem je prišla ketonska dieta, tata moraš iti na ketonsko, ker ketonska te bo ozdravila, ker sem prebrala, da ketonska zdravi. To govorim vire, pač te, kaj so, raziskave, ne članke na internetu, okej? No, potem je ratalo moderno, da si pač se postil, torej ta intermittent fasting, in vse to sem sprobala in pač rezultatov, bom rekla, ni bilo, no, ker jih pač ni bilo. Tako. No ja, tako kot sem povedala, pač hujšanje, če si hotel hujšati, si delal kardio, če si hotel med mišice, si delal z utežmi. In bog ne daj preveč delati enega ali pa preveč drugega, ali pa če hočeš hujšati, bog ne daj delati manj kot 15 ponovitev, tako ful so bile neka pravila, delaš to narobe, to je, zaradi tega si taka, zaradi tega imaš celulit, ker delaš manj kot 15 ponovitev. Pač tako, vse je bilo ful striktno. Jaz si mogel, v bistvu tako, če je pašta, je že redila, testenine. So že redile, okay, ker se lepijo, okay, se kao prilepijo na telo in zato redijo. Riž je že okej, kao kruh ni bil okej, ker tudi kruh se lepi in redi. Krompir ni bil okej, ker je škrob, bog ne daj in je lahko sladkor in pač telo drugače reagira. Gledam, to so neke vse teorije, ki si jih poslušal in kot je nekdo to rekel, potem 2 tedna si probaval po njemu, potem čez 2 tedna ti je drugi trener rekel drugače, si probaval drugače, v glavnem tako pač je bilo. No in potem iz tega iskanja, kaj sploh deluje, kaj ne, sem se odločila, da poiščem pomoč. In takrat osebnih trenerk ni bilo, razen bivše bodybuilderke.
in jaz sem dobila pač bivšo bodybuilderko, ful zlata ženska, mi je bila kot druga mama, tako res, sem jo vzljubila in ona mene, upam. In počasi sem prišla do rezultatov, ampak kako je šlo to? Jaz sem se ne predstavljala kot, jaz bi pač rada rezultate, no matter what, pač ti samo narej, da jaz prijem do tam. In ona itak pač po starem bodybuilderskem načinu me je dala na 800 do 1200 kalorij in vaš čas, pač off je bil na 3 tedne in si lahko pojedel banico sladoleda. In dvakrat na dan je bil trening zjutraj kardio, 45 minut, ma to ni bil kardio, da si se malo spotil, to je bil kardio, da si umrl na koncu, ok? In potem popoldne je bil trening, tudi hard, ko so bile noge, jaz nisem mogla po stopnicah hoditi in sem rabila 20 minut v garderobi, sploh da prijem sebi. Sem samo sedela tam in sem čakala, da pač lahko vstanem. In to dvakrat na dan, mislim, da sem bila z njo 2 meseca. In pol je telo počasi začelo kazati po 2 mesecih. Zdaj bi že umrla po 1 tednu, po moje, ki imam pač 30 let. Takrat nisem, takrat je rabilo 2 meseca. In jaz sem dobila potem policistične jajčnike, ker naenkrat menstruacije ni bilo, smo začeli ugotavljati, kaj je. Grem ginekologu, policistični jajčniki. In mi reče, kaj mogoče, ne vem, premalo ješ, preveč treniraš, in valjda sem tako vedela, da je to. In potem se rabila kar nekaj cajta, da sem pogruntala, da moram vse to skupaj umiriti. Mi je uspelo, ampak magari je bilo treba pač trenerko dati stran, ker na tej točki mi pač ni več mogla pomagati. V tem obdobju, oziroma že malček prej, se je začelo tudi prenajedanje, ampak dokler sem imela trenerko, sem to še vse nekako uravnavala, ker pač ona je bila ful stroga in bog ne daj, da sem pojedla, ne vem, kos kruha več v dnevu. Jaz sem tako prišla do nje, sem ji iskreno povedala, sem pojedla 1 kos kruha več, kaj je s tabo? Kaj zdaj boš še 10 minut več na kardiju, gleda, delaš hit zjutraj, pač tako, res je bilo. In valjda, nisem si upala grešiti. In tudi videla je na telesu. Toliko je bila, da je videla vsako stvar. Sem se obala. Ma ne, je zlata. Ampak v glavnem, takrat se je začelo prenajedanje, potem, ko sem v bistvu šla nekako proč od nje, ker nisem več imela nadzora nekoga drugega, ampak sem bila sama sebi odvisna. Kaj pomeni prenajedanje? V mojem primeru je bilo to, da sem zvečer se lotila jesti 500 gramov ovsenih kosmičev z vodo, dobesedno pač mlačna voda, 500 gramov ovsenih kosmičev in samo jedla. To je gnusno, pač zdaj ne bi tega jedla za nič na svetu, ampak takrat je bilo meni tako, wow, to je ful dobro. In vse to sem pojedla in ko sem to pojedla, sem šla naprej. Ok, zdaj lahko še kruh, zdaj lahko še sladoled, zdaj lahko še to in pač se ni ustavilo. Itak to ni zdravo, ne? Zakaj se sploh prenajedanje začne, če kadarkoli pride tam ali pa če je kdaj čula o tem sploh? Prenajedanje se začne ponavadi zaradi tega, ker imaš premalo hrane, ker telo išče še in na noben drugačen način ti ne more pač to pokazati kot to, da se ne moreš več kontrolirati, kot daš nekaj vase. In to je bilo to. Ni šlo sicer v ekstrem, ker me je potem mož spravil na realna tla, ampak ja. Okay. Vmes sem se upisala na kineziologijo, tam je prišlo še več teorij, sicer takih športnih, ampak mene je še bolj zblodlo vse skupaj. Se je pa potem zgodila ena prelomnica in sicer, ko sem spisala diplomsko nalogo. In ko sem pisala samo o nehranljivih sladilih, to so te stevia, eritritol, poznate, ok? In v bistvu moja naloga je bila ta, da preverim vse možne te strokovne članke in ugotovim, če so nehranljiva sladila ok za nas ali pa pač ne. In bolj, ko sem gledala te strokovne članke, bolj sem ugotovila, da na koncu ne bom prišla do nobenega bistva, zato ker vsak članek govori drugače. Eni članki so podprti prek ene firme, drugi članki so neodvisni, pravijo drugače, ampak tudi neodvisni se med sabo tepejo. In na tej točki sem jaz ugotovila, ok, vsi članki, ki veljajo za kakršnokoli dieto, ni da ne veljajo, mislim, ni da nimajo prav, ampak obstaja sigurno nek članek, ki spodbija to teorijo tega članka. In točno tako je bilo, jaz sem šla gledati potem veganske diete in ketonske diete in vse možno in na koncu prišla do zaključka, da pač samo jej, pač jej. To je to. Kaj sem smiselno povedala? Se je štekalo? Nekaj sem ful zablodila? Ne? Ja, v redu? Ok, potem sem začela kot osebna trenerka in s programi in takrat se je potem v bistvu prenajedanje počasi začelo zmanjševati, ker sem začela delati to, kar me veseli. Ker jaz sem po eni strani, ko sem bila v fitnessu in ko sem bila obsedena s fitnessom, ker sem bila, res sem bila, sem več čas ugotavljala oziroma se zavedala, da me fitness muči, da je vsa ta... Kadarkoli sem tam, kadarkoli si kuham obrok, več čas me nekaj mori, več čas mi hodi po glavi,
ne vem, da ne smem iti s kolegicami na pico, ne smem iti, ne vem, one pijejo nek koktel, jaz bom pila malvazijo, ker ima pač najmanj kalorij, bog ne daj kaj drugega piti. In še po malvaziji sem imela slabo vest, kaj sem to šla piti. So dali čips na mizo, jaz sem ga gledala tam, utopila bi se v njemu, zdaj ga dajo gor, me ne briga, če je tam ali je, če je tam ali ni. Ampak ja, vse pač, nisem bila srečna, pač nisem mogla živeti normalno, res nisem mogla. Vse misli so uhajale hrani, kvadbi, koliko kalorij moram pokuriti, koliko kalorij sem pojedla. In potem, ko sem ampak vedela sem v fitnessu, kljub temu, da me je vse to morilo, sem vedela, da je to industrija, v kateri hočem biti. Sem videla sebe tam noter, ampak še nisem vedela kako. In ko sem začela biti osebna trenerka in ko sem začela s programi, sem vedela, da je dejansko to tisto, kar me veseli, samo moram še priti do točke, kjer bom lahko odmislila sebe in pomagala drugim na drugačen način. Potem sem potem zanosila, ne vem, zakaj sem dala spod sliko. Prosim si predstavljala, kako mi bo narodno, ko bo slika na veliko to in zdaj mi je. In ne vem, zakaj sem dala. V glavnem. Potem sem zanosila, tako je izgledalo prej, okay, ko sem bila podhranjena in potem valjda enkrat, ko zanosiš, ne moreš več gledati isto. In jaz kljub temu, da sem med nosečnostjo ful pazila na hrano, še vedno trenirala, skoraj preveč, se je telo začelo toliko vode zadrževati in delno vem, da je krivo tudi to, ker sem prej bila podhranjena. In telo tukaj v nosečnosti valjda ni hotelo biti podhranjeno. Okay? Dojenček je rabu in potem pač sem imela take gležnje tako. Pa sem pazila, kaj jem. Še enkrat pravim. Sem jedla manj, kot jem zdaj. Pa zdaj jem ful. Mislim ful. Grdo jem. Ja. Ok. In sklepam tudi, da je delček tega, da sem želela še vedno izgledati kot prej in vsi negativni komentarji in vse, kar je bilo, da je ta del tudi prispeval k temu, da po porodu nisem bila ok. Ne bom rekla, da sem imela poporodno depresijo, ki si tega ne upam trditi, ampak delček tega je bil. No. Potem sem se malo bolj spustila v podjetništvo in sem začela iskati stvari, ki me res veselijo. Sem probala zadihati, sem probala jesti tudi druge stvari, sem probala iti manj na treninge oziroma pač itak je prišlo do tega, da nisem več mogla iti toliko na treninge, ni bilo več te opcije. In počasi sem začela sama sebe iskati, konkretno iskati. Zdaj lahko rečem, da sem prišla do balansa, zdaj jem pač, kar mi pride pod roke, ful grdo jem, treniram, ko lahko in ko grem trenirati, treniram zato, da spucam glavo, ne zaradi tega, da bom pač dobro izgledala. In se mi zdi, da zdaj, ko se je nekako vse zbalansiralo, ko sem sama pri sebi srečna in je hrana delček vsega in treningi delček vsega, da se mi je začelo poznati tudi na telesu veliko bolj kot prej, ko sem silila z glavo dobesedno skozi zid. In je to moja izkušnja, ampak jo delim zaradi tega, ker vem, da marsikdo lahko pride do tega, da pač se ujame v ta cikel obsedenosti, kljub temu, da v tistem momentu še ne verjameš v to, da si v ciklu, ki ni ok. In zato, da in govorim tudi zaradi tega, ker si želim, da so ljudje, oziroma punce predvsem, bolj pozorni na znake, ko jim telo hoče povedati, da pač ni ok. Poškodba je prva, ki ti pove, da nekaj ne štima, da si nekaj pretiraval, bolečine. To je prva stvar, ampak valjda mi rečemo, dobro, samo da me to neha boljeti, bom šel. Ampak nekaj ne štima zdaj, ali ok, lahko je bila nepravilna zavevaja, absolutno, ampak pomisliti, če mogoče tudi pretiravamo, če forsiramo telo v nekaj, kar je za njega v bistvu enostavno preveč. Ok, evo, ja. Druga zadeva, ki sem hodila še omeniti, smo različni. Kaj to pomeni? Vidiš neko punco, res je pač tako, tebi perfektna, je ideja tvoja je, da bi pač enkrat izgledala kot ona. In vsi poznamo te kvote, pač ne moreš nikoli biti kot druga, ne primerjati se z drugimi in to vsi vemo, ok? Teorijo poznamo. Ko pa ti začutiš, ko vidiš sebe kot ok, taka sem, se sprejmem in od tega pač greš naprej in si sama pri sebi najprej srečna, tašna kot si, nikoli ne bomo 100% srečni, pač ženske smo, vedno bomo nekaj našli na sebi, to je vsaj v moje glavi, vsaka čast tisti, ki res najde vse 100% ok, ampak vsaj kakor toliko pač se zavedajo, ok, zdaj sem na tej točki, lepa sem in iz tega pač šaltam naprej in hočem priti mogoče, ne vem, shujšati 2-3 kile, kakorkoli, pač kakršenkoli cilj ti je. Ok?
Okay, ne bom brala angleško, ker se mi boste smejali, ampak lahko si preverite. Torej se najprej sprejeti samo sebe in ko boš pri sebi srečna, potem se bo vse ful lepše odvijalo naprej. Se čuje kot neka čarovnija, ampak pač dejansko je tako, kolikokrat žarimo srečo ven in že ko žarimo srečo ven, ljudje te drugače gledajo, te drugače opazijo in potem posledično, to je ful težko razložiti. Jaz ne znam tega razložiti, ampak se razumete. Pač res je tako. Nisem verjela, prisežem. Jaz sem vedno verjela v hard work in pač toliko, ko daš inputa v fitness in hrane, to bo prišlo ven. Ampak dejansko ni. Ker če se gledam zdaj, koliko delam zase in koliko sem delala prej, pač to je čisto drugi svet. Res čisto drugi svet. In še rodila sem vmes, 30 sem stara, ni da mi telo vrača in da v enem mesecu lahko naredim tako razliko, kot sem jo naredila pri 18 letih. In pač dejansko je čisto drugače izpade vse skupaj. Ok, bom po slovensko povedala. Pri 73 boš pogledala nazaj, boš gledala slike pač od danes, koliko si pač danes stara, in boš rekla, zakaj se nisem imela rada, zakaj si nisem bila všeč, ko sem bila lepa. Kaj ni žalostno? Ja, pomikati? Ja. Ne, pač res je. Jaz že, ko gledam recimo sebe zdaj za nazaj pri 16 letih, pa si nisem bila všeč, tako me zakaj, pač, come on. Ok, in balans, evo, tle je to, zakaj sem pustila naslov takšen, kot je, zato ker verjamem v to, da je balans hrane tudi hamburger, če pač hočete, oziroma vaša najljubša jed, ki se jo mogoče izogibate zaradi tega, ker hočete priti do nekega cilja. Verjamem v to, da če spustiš en trening, 2, 3, 4, 5, 6, da ne bo nič narobe, če greš na dopust in 2 tedna ne treniraš, magari 2 tedna dopust, ja, in 2 tedna ne treniraš, ne bo nič narobe. Če te pa šport veseli, če te gibanje veseli, in absolutno spodbujam to, da se pač gibamo čim več, valjda, ampak pač najdi nek balans, ne sili z glavo skozi zid in privošči si hamburger. To je to, hvala vam in ko smo tu.